Bili so zraven in bodo spet. Nekdanji radijke in radijci v parih. Ona, mojstrica besednih in radijskih iger. On, virtuoz žametne zborne izreke. Kulturno-umetniški program Radia Maribor. Vsaj po dosedanjih izkušnjah je bil Šentilj ob največjih prometnih konicah, če ne izbiramo besed, često podoben ne samo najširšim vratom v Jugoslavijo, temveč tudi velikemu smetišču in še več, celo javnemu stranišču na prostem. Prihodnjega leta bo RTV naročnina višja za 0,75 evra, kar pomeni, da bo mesečni prispevek. Idealni zakon. Zdaj sredi noči me gnjaviš takimi malenkostmi. Ne vidiš, da spim. Kljub grozotam, ki so jih seboj prinašale vojne, pa so se ljudje najbolj bali črne smrti, kuge. In čigavi so olupki banan na pločniku, ostanki avstrijskih čokoladic, žvečilnih in oranž v mladem drevoredu. Pa kaj hudičaj, vas spet polno vrečk in paketov po hodniku Madonna, kot da bi stopil v skladišče, ne pa v kuhinjo. Bodimo skupaj. Bodimo Radija Maribor. In smo skupaj. Moja kolegica Irena Kodrič, tudi moje družbe. Dobro jutro, Irena. Dobro jutro, dober dan. Vsa vesela in na trnih. Še kako smo na trnih, zaradi tega, ker nismo samo v našem studiu, ampak se je tako lepo napolnil studio z dobro energijo, pa se mi zdi tudi tako malce s čustvi. Kaj? Ja, lepo je videti nekdanje sodelavce in lepo je videti, kako se nekdanji sodelavci razveselijo nas. Danes v naši družbi Gabriela Lučka Gruden, nekdanja uredniške redakcije na Radiu Maribor, ki je zdaj takšne, kot je bila nekoč, žal nimamo, draga Lučka, dobrodošla, pozdravljena. Enako, vesela. In starosta knjižne zborne izreke, Dušan Tomažič, zdaj na televiziji. Dušan, dobrodošel. Dobro jutro. Takole, vsi smo malce vznemirjeni, tudi vidva v nekem okolju, ki sta ga že pred kar nekaj časa zapustila. Kako zelo se je spremenilo? Lučka, kaj praviš? Jaz sem vesela, ko vidim vse tole opremo, ekipo, pa še posebej sem vesela, da tukaj ni televizijski studio, kot se je nekaj časa govorilo, da bo se preselil v dramski studio. Še je radio tu, Duša. Ampak so pa kamere. So kamere, ja. Tako da so zdaj malo na radiju, pa malo na televiziji. Ne vem, ja, res je lepo tukaj v tem studiu. Tudi jaz sem malo vznemirjen, ker že dolgo nisem nastopal na radiju. Ja, krasni občutki. Zaželena se počutiva, ne? Ja, edino jaz imam en problem, ker sem tole poglavje radija brez plus in brez minus zaprla in imam zdaj občutek, kot da se eno zdravilo kolesje vrti, ko obujam spomine. In lepe spomine imam na Radio Maribor, zlasti na tisti živi del programa. Ampak Lučka, tako lepo te je poslušati, tvoj glas še vedno tako zelo radijski, ti nič spremenjena, pravzaprav kot da tistega umestnega... Brez ljubljanskega naglasa, ne? Tega sem se pa tako držala, da ko sem prvič nekomu rekla živijo na Kolodvorski, me je bilo zelo sram. Tako Lučka je namreč v nekem obdobju, Lučka, katerega leta pravzaprav si šla na Ars? 2008, se pravi enih skoraj 14 let. Tako. Dušan pa nam je odšel na televizijo. Tako je in od tega je že 23 let. Tako da imam recimo profesionalne radijske karijere 16 let plus honorarni staž, ki je bil skoraj 4 leta. Tako da je zdaj tu nekje skoraj polovica radija, polovica televizije. Je pa res, da sem po 7 letih znova prišel na radio, takrat so imeli kolegi v spikerski redakciji, če tako rečem, nekaj težav, ni bilo dovolj ljudi in so me prosili, če pridem pomagati. In sem z največjim veseljem prišel. In še danes nam pomaga Duša, naj povemo, da marsikdo danes je malce s tresočim glasom vklopil tale mikrofon, malce s kakšnim smokom v grlu začel, kakšno je naše prebujanje ali pa s kakšnimi želočimi težavami. Ni tako hotovne, ker Dušan je tisti, ki ne še zmeraj malce usmerja vse tiste, če si lahko rečemo mladi ali pa tiste nove sodelavce in brez njegove odobritve ne pride človek nikamor. Zdi se mi, da je Kristjan slabo spal nocoj. Pa sej ni take sile. Ni take sile. No, vse je bilo dobro namerno. Absolutno, tudi tako vzamemo. Tudi na hodniku, ko se kdaj srečamo, Dušan tako dobro namerno da kakšno opasko. Tako, zato danes tudi nekaj znamo. Vedno pravim, da je to 3 sekunde za lep jezik, nič drugega. In hvala za to.
Tako je, Dušan, hvala. Ampak še ena zanimivost. Danes je 1. april in čisto zares, Dušan, si bil ti uradno zaposlen. Točno 1. Na Radio Maribor ali na RTV Centru? Točno 1. aprila. Radio Maribor. Radio Maribor leta 1986. Tako je. Ampak začel si pa že prej. Tako je. Jaz sem začel v študentski redakciji, takrat smo imeli oddajo Študij in glasba in v takratni ekipi je bila Irena Polak-Fištravec, žal že pokojna, bivša žena našega župana. Bivšega? Ja, glasbo je izbiral Milan Latin Muso, bila je ena kolegica Mirjam Šega iz Slovenske Bistrice, Srečko Pirtošek, občasno je glasbeno opremo prispeval tudi Brane Rončel. Tako da je bila to pisana druščina, res pa, da se je kasneje ta ekipa spreminjala, dopolnjevala, zdaj vseh imen se pa žal ne spomnim. Lučka, kako je bilo s teboj? Se spomniš ti svojih začetkov, skozi katera vrata si ti vstopila? Ja, jaz sem kot praktikant, mislim, da leta 1972 bila prvič na radio in potem skoraj vsako poletje, torej do leta 1978, ko sem se zaposlila in to na kulturna vrata. Ker sem imela tudi nekaj te preteklosti z srednjo glasbeno šolo, ki sem jo delala vzporedno z gimnazijo, pa malo mogoče tudi pedigre 2 glasbenikov staršev in tudi sama sem bila predvidena za glasbo, ampak lepo prosim, da bom jaz sedela 6 ur in badla klavir na akademiji, ni šans. In sem se pri 18 trenutku odločila za radio. Radio, radijska režija in potem seveda, kjer se je o radio največ učilo, to ni bila akademija. Nažalost, ampak FDV. No, ampak Lučkina mama, gospa Cvetana Mihelič, je pri nas pripravljala tudi oddaje resne glasbe in v začetku oziroma nekajkrat sem imel priložnost tudi z njo sodelovati kot interpret besedilki. Ja, mama je prišla na radio po čistih družinskih zvezah, ko sem bila noseča, ni bilo nikogar, ki bi delal oddajo Glasbena mladina in kaj češ? Tako, spomnimo se mame, zelo prijetna in zelo strokovna gospa. Lučka, ti si prišla na radio oziroma se zaposlila, ko sem sama bila stara 5 let, torej leta 1978 in tudi jaz sem nekoč s tvojo pomočjo stopila skozi kulturna vrata na Radio Maribor. Z enim odboršnikov, tako. Zato pa se jaz spomnim. Kaj, v anketi ali... Z anketami, tako. Tako. Prvega ne pozabiš nikoli, recimo prvega nastopa pred mikrofonom, prispevka, reportaže. Ja. Fino, me veseli. Tudi mene, Lučka. Če smo že v letu 1978, smo dejali, da bomo tudi glasbo vrteli recimo takšno v tem jutru, ki bo primerna našim gostom, recimo, in pisalo se leto 1978, takrat je bilo v ospredju en tak poseben film in ena posebna skladba iz istega filma Summer Nights. Olivia Newton-John in John Travolta. Tako da si bomo privoščili v tem trenutku, da zavrtimo malce spomine še na takšen način nazaj, potem pa nadaljujemo s prebujanjem. Upam, da se z nami tudi v živo, naše kamere so priklopljene, naš studio je postal ponovno TV studio, kar gre na roko tudi našemu drugemu gostu, morda malce v tem jutru bolj. Brez maske. Brez maske. Mi smo čisto natur, tako kot smo še zmeraj radio, ampak tako, da vam ga malce približamo. Nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo. Summer sun.
still be friends. Then we made our true love vow. Wonder what she's doing now. Summer dreams ripped at seams, but the summer Bodimo skupaj. Nekdanji radijke in radijci v parih. 80 let Radia Maribor. Ja, danes uživamo prvič torej tako z našimi nekdanjimi sodelavci. Enih poznajo bolje, drugih smo jih občudovali samo tako preko radijskih sprejemnikov, preko televizijskih takrat, če ne, Irena? In moj bog, koliko si imamo povedati, saj bo premalo te pol ure. Zdaj smo se nekako, ko so bili mikrofoni ugasnjeni, pogovarjali tudi o trakovih, pa o Lučka neke vrste gverilskem delu, tudi na Borštnikovem festivalu. Radio je namreč hiter, okreten, veliko je improvizacije, več morda kot na televiziji, Dušan. Trakove smo pospravili lepega dne, ko se je začel dalet, ampak ko je dalet, po domače povedano, crkno lepega dne, in je program zastal, kako smo iskali trakove z omara. Kako smo jih iskali. Čim daljše, tem boljše. In potem so seveda radijske igre prišle na vrsto, pa kakšni koncerti, ker to so bili najdaljši trakovi. Dušan, so bili še trakovi, ko si ti začel? Seveda. Tako. Jaz sem že začel delati na Koroški cesti 19, torej 4 leta starega radia, kot mu danes rečemo. No in če že govorimo, se upravičujem, o teh trakovih, zdaj ni več majhnega tovornega dvigala tukaj v tem studiu, nekoč pa je bil in recimo je bila izvedba oddaje, recimo tipa glasbeni radiogram, včasih je bila to kontaktna oddaja, vsaj enkrat na mesec, z željami naših poslušalcev in seveda to je bila hitrost. Zelo naporno je bilo to delati, ker si sprejel telefon, delala sva pa samo s tehnikom, dvignil je telefon, sprejel klic, ga posredoval v studio, govoril si toliko časa, da je medtem po drugem telefonu poklical v glasbeno uredništvo, ki je v kleti, torej 4 nadstropja niže, da so poiskali pravočasno skladbo in ko je skladba po tem tovornem dvigalu prišla do studia, potem smo šele lahko to skladbo spustili v program. Tako da je bilo kar zahtevno. Pa še tista cenzorska zanka, ne vem koliko sekund v programu. 19 sekund. In dokazano 4 sekunde, takrat smo bili zelo vlečeni za ušesa, ker je šlo nekaj v program, kar ne bi smelo, ampak ne vem, če ne iz političnih razlogov, ampak Jaz sem ravno hotel povedati, da nam ni jasno, kaj to pomeni. Marsikomu ni. Recimo, kadar so bile neke aktualne oddaje, je v bistvu program tekel iz dramskega studia preko tako imenovane neskončne šlinge, smo mi temu rekli. Ta šlinga je bila dolga 19 sekund in če je bil poslušalec nespodoben, če je preklinjal ali karkoli že pač, je bilo 19 sekund časa, da so iz drame poklicali na odvijanje programa. Pri tej in tej sekundi, prosim, če greš z instrumentalom v program in si pač takole izključil iz programa tega nevljudnega poslušalca, če tako rečem. Človek na programu pa je morda nameščal nove trakove in je bil recimo 3-4 metre od telefona in skratka ni šans in takrat je Ivo Smogavec, tonski mojster, mislim, da so mu celo nekaj trgali pri plači zaradi tega. Čeprav nič kriv. Tako ali včasih je bilo tako, danes to naredimo morda nekoliko drugače oziroma smo odprti tudi za to vrstna presenečenja. Lučka, prej sem rekla, prvega ne pozabiš nikoli, obenem pa si tudi na zadnjega še posebej navezan. Se morda ti spomniš odlomke, ki smo jih slišali v avizu, ne? Ja, ta reportaža Šentilja. Ja, zelo dobro. Tudi odlomkov iz radijskih iger, pa našega dragega igralca, radijca, tako rekoč Petra Trnovška, ki je začel na radiju kot napovedovalec in tudi zato je imel tale občutek za mikrofon in je bil moj najljubši igralec za radijsko igro, najbolj pristni, najbolj neposreden.
Ampak, Lučka, ti tako nežna in drobna si takrat to reportažo iz leta 1985 snemala z nagro, predvidevam. Prve nagre so imele 12 kil. In tole smo tudi ženske pri 50 kilogramih vlekle po mestu in potem se je bilo treba... Samo eno med vprašanje, mladi ne vemo, kaj je nagra. Nagra je sicer en imeniten aparat, švicarski magnetofon, super. Še danes Predtem so bili še uherji. Tudi to je bil en taki malce lažji magnetofon. In samo s temi napravami smo hodili na teren in tam posneli ali anketo ali kakšen pogovor. Uporabna pa je tudi kot sanke. Kot sanke. En od občasnih sodelavcev, honorarcev, v bistvu zelo znan kot jazz producent, se je baje z njo peljal s Pohorja. Ko omenja radijske igre, ne, z Lučko sva res tista leta, ko sva delala skupaj, vsaj po mojem mnenju, odlično sodelovala in smo imeli celo napovedovalci, kdaj priložnost sodelovati s kakšnim stavkom ali dvema v radijskih igrah. Kar je bilo za nas izjemno. Ne? Ali ni bil Martin Krpan, se mi zdi, ne? Ja. To je gospod Žižek. Fran Žižek, pri 80 letih smo naredili to, mislim, v 2 delih in to je še zdaj ena mojih najljubših iger, ker je tako zbadljiva, tako na današnji čas narejena travestija po Levstiku in z njim sodelovati. V bistvu on je bil začetnik radijske igre na Slovenskem in lepo je to, da ni bil samo radijski režiser, da ni bil samo avtor, da ni bil potem samo televizijski režiser, ampak je bil vsestranski in on je bil ustanovitelj radijskega programa, igranega v Ljubljani, hkrati pa je potem presedlal na televizijo in je recimo prvi prenos iz Planice on režiral, tako da medijski človek v glavnem. Tako, no, Dušan, prej smo se tudi pogovarjali, Lučka je mojstrica radijskih in besednih iger, ne? Ti si pa tudi z enim posebnim občutkom bral njena besedila v radijskih projektih. Drži. Prejle, ko smo se srečali prve minute, sem povedal, da najlažje sem bral 2 avtorja. In sicer je bil to Saša Šnuderl, ker je pisal tako, kot je govoril. In ga je bilo zame zelo enostavno interpretirati. Lučka je pa drug svet. To je pa tako zakomplicirano besedilo. Ne, pa ne. Jaz sem vedno govorila v pisalni stroj. Ne. Naj povem, da sem rabil nekaj časa, da sem spoznal ta njen slog pisanja in potem sem Lučko z največjim veseljem bral, ker kadar sem imel pred sabo njen tekst, ni bilo mogoče gledati nogometne tekme. Jaz sem namreč velikokrat gledal tudi televizijo, medtem ko sem bral. In pri njej se pa to ni dalo, ker nikoli nisem vedel, kdaj me čaka kakšna past, kakšen zasuk v besedilu in tam si moral biti Pa razumel pri stvari. si ga pa? Ja, sem. No, hvala. Ker če ne razumeš, tudi ne moreš dobro interpretirati. Se nisi bil edini, Darja Tasič, krasna lektorica, sem imela tudi z njo, ne? Vse je bilo rdeče na začetku, pa ko je vstopila v ta svet, recimo, da v miselni tok, recimo, je bilo pa super. No, pri besedilih, ko praviš, da je bilo vse rdeče, ne? Danes imate računalnike in vam lektorica Mojca Mavčec vse lahko popravi, tako da ni nič označeno. Ampak ona uporablja malce več barv. Tudi Darja nam popravlja in nam lepo barvito označi. Pa je vse počečkano, ko gre v program? Včasih? Ne, z računalnikom si mi pač besedilo lahko uredimo in je čisto, ko ga beremo. Res je, tu smo v prednosti, ker ni počečkano, ko beremo program. Pri nas je bilo počečkano, tako kot je lektorica popravila, to si dobil v roke in če je bilo vse rdeče. Imeli smo eno oddajo za starejše občane, tu so pisali upokojenci, ki so delali tudi na radiju in so imeli drugačen, pa tudi starejši slog. To je bilo, bog pomagaj, no. Tisto prebrati, vse počečkano, popravljeno, je bilo kar naporno, čeprav smo snemali ob sobotah, ne? Ampak mimo grede, da je bilo marsikaj drugače, ne? Petkovi termini za snemanje reklam, a veš koliko ur? 6 ur, vsak petek. Za vsak pas, kjer je bila predvidena kakšna reklama, Vema, Ferromoto, ne vem, če je bilo 10-krat v programu, si 10-krat bral tisto besedilo in se je to shranjevalo na trakove.
In potem so se ti trakovi spuščali v program. In zakaj nam je danes toliko lažje, se tudi zdaj vemo. Če smo že ravno, ja, Lučka? Ja, ker se pogovarjamo o sodelovanju z Dušanom in ker je Dušan zdaj tukaj, upam, da lahko javno povem eno anekdotico. Moja ljubezen so bile poleg radijske igre, seveda tudi radijski dokumentarci, in ko sem pripravljala Irena, smo statirali pri filmu, delali smo Prešerna. Moj bog, res. Ja. Ja, no in jaz sem takrat imela res, še potem sem bila v Kranju 2 dni, priložnost, da stopim v drobovje tega filma. Režiser Slak mi je bil toliko prijazen, da mi je odstopil pravice, da uporabljam posamezne stavke iz njegovega scenarija, in Dušan je bral vezne tekste oziroma nekako o Prešernu, ampak to je bilo vse. Po eni strani je bila to parodija, po drugi strani pa je bilo to zelo mračno, in Dušan je bil zelo natančen govorec, jaz sem pa potrebovala, njegov glas mi je bil edini, ki bi ga zbrala za to, ampak jaz sem potrebovala enega malo tako, ker potem ta Prešernova zgodba se konča tudi v alkoholu, pa vse, torej ne preveč treznega človeka. In sem ga naročila, mislim, da ob 7 zjutraj namenoma, zato, da še ne bo čisto pri sebi. Fantastično, fantastično. In tudi po njegovi zaslugi smo dobili drugo nagrado na Evropskem festivalu pri Marolič, ne vem, tega leta 2003 menda. In teh nagrad ni bilo malo. Ni bilo toliko nagrad, bile so pa ene take nominacije, kjer se je treba v evropski vrh prebiti, kjer recimo pri dokumentarcih 60% oddaj iz nacionalke evropskih gre stran, in tu smo bili veliko. In koliko let si zdaj potrebovala, da si mi povedala, da si mi v bistvu nahecala, da sem moral tako zgodaj vstati, ker jaz namreč zjutraj ne funkcioniram. No, vse to sem vedela, jaz tudi ne, ampak sem se potrudila. Kristjan. Ja, vse veste, ne? Samo sta bile radice. Čas teče in malce še boste ostala v naši družbi, če smo že bili pri besedilih takšnih in drugačnih, kakšnega vam bomo tudi vama mi pomolili pod nos. Novice prihajajo, pa jo bomo še malce izrabili v tej smeri. Redo, če ste za. Tako da le ostanite. Bova zmogla? Absolutno. Bosta zmogla. Take My Breath Away pa ena iz tistega časa, ko se je zaposlil tudi Duša iz leta 86. In lepa skladba. Bodimo skupaj. Nekdanji radijke in radijci v parih. 80 let Radija Maribor. Opozorilo! Optika Šuc nudi brezplačne očesne preglede. Pokličite v očesno ambulanto Optike Šuc in rezervirajte svoj termin na telefon 02 250 12 27. Stopite korak naprej k boljšemu vidu z Optiko Šuc. Se vidimo! Ali tudi vas bolijo sklepi? Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farma Nord iz Mengeš. Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farma Nord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Festival Lent 2025. Festival, ki objame mesto in poletne večere spremeni v nepozabno doživetje. Od 20. do 28. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor. Radijska tribuna. Nova odpuščanja pri časniku Večer so sprožila buren odziv stanovskih organizacij. Resno in verodostojno novinarstvo brez novinarjev in drugih podpornih služb z vsem manj zaposlenimi je dolgoročno le črka na papirju. S podobnimi težavami se spopadajo številni mediji, na tnalu pa so v večini primerov lokalni in regionalni dopisniki. Kaj lahko reši novi zakon o medijih? Bi bilo treba uvesti digitalni davek? Podrobneje v torkovi radijski tribuni o 9:30. Ne zamudite. Radijska tribuna. Na Radiju Maribor.
Berlin in Take My Breath Away. Ura je točno 9. Radio Maribor. Novice. Helena, dobro jutro. Dobro jutro. Sindikati in delodajalci imajo še danes čas, da razpravo o predlogu dogovora o pokojninski reformi opravijo tudi v svojih organih. Jutri dopoldne je predviden podpis dogovora, ki bi ga morali podpisati že včeraj, a se je zapletlo. Nekateri sindikati dvomijo, da bodo njihovi organi dali soglasje k predlogu reforme. Učenci 6. in 9. razreda bodo danes pisali še zadnji preizkus v sklopu letošnjega nacionalnega preverjanja znanja. Šestošolce čaka preizkus znanja iz tujega jezika, devetošolce pa iz biologije, geografije, športa ali tujega jezika. Tretješolci so preverjanje opravili že prejšnji teden. Sredi tega meseca bodo v Osaki na Japonskem odprli svetovno razstavo Expo 2025, na kateri se bo v svojem paviljonu predstavila tudi naša država. Že minuli konec tedna pa so na to temo odprli razstavo Expano v Murski Soboti. Tamsko-japonski gostje v drevoredu japonskih češenj v znak dobrega prijateljstva posadili 33. drevo, ki simbolizira deželo vzhajajočega sonca. V kulturi pa Gabriela Lučka Gruden. Letošnji knjižni sejem v nemškem Leipzigu je obiskalo rekordnih okoli 296 tisoč obiskovalcev, to je 13 tisoč več kot lani. Na enem od največjih knjižnih dogodkov v Evropi se je na 330 prizoriščih zvrstilo več kot 2800 dogodkov. Na sejmu je sodelovalo 2040 razstavljavcev iz 45 držav, tudi iz Slovenije. Letošnja častna gostja je bila Norveška, predstavila se pod geslom Sanje spomladi. Prihodnje leto bo knjižni sejem v Leipzigu od 19. do 22. marca. Še šport. Košarkarji ekipe Los Angeles Lakers so v derbiju zahodne konference na domačem parketu ugnali drugouvrščeni Houston Rockets 104-98 in na zahodu zasedajo 4. mesto. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je dosegel 20 točk, 9 podaj in 6 skokov. O vremenu pa več Dušan Tomažič. Danes bo pretežno oblačno, nekaj več jasnine bo na Primorskem, predvsem na jugovzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem precej jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Veter bo čez dan počasi slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah malo nad nič, najvišje dnevne od 13 do 17, na Goriškem in ob morju 20 stopinj Celzija. Opozorilo, do jutri dopoldne bodo najmočnejši sunki burje na primorskem izpostavljenih mestih lahko presegali hitrost 100 km/h. Še obeti? V četrtek in petek bo večinoma sončno in dokaj toplo. Vreme po Sloveniji ob 8, Maribor 8 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno 10, Ptuj 8, Slovenska Bistrica 9, Murska Sobota pretežno oblačno 8, Radenci 9, Celje oblačno 8, Slovenj Gradec oblačno 7, letališče Portorož zmerno oblačno 12 in Kredarica v oblakih -9 stopinj Celzija. Promet. Previdno tem jutru še zmeraj nekaj gneče, predvsem na štajerski avtocesti zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Tam boste izgubili v tem zastoju v tem trenutku nekje do 10 minut. Previdno in varno, karkoli novega opazite, pokličite, sporočite. Srečno! O posebnostih na cestah sporočajte na 080 11 25. In mi nadaljujemo naše prebujanje. Kakšna pestra glasovnost je bila to v teh novicah, ne, Irena? Sedela sem tiho kot miška in poslušala in uživala. Lepo jo je bilo poslušati. Je pa nekaj, jaz se moram oglasiti, ker vsi, ki delamo pred mikrofonom in smo delali pred mikrofonom, pomeni, da si odgovoren za vsako besedo, za vsako črko, za vsak glas in predvsem za njihovo vsebino. In nekateri smo pri tem mogoče razvili preveč avtokritičnosti. Lučka, kakšen občutek si imela, ko si brala? Zelo si se zresnila, sem videla. Ja, seveda, takšen. So resne informacije, ne? Ja, resne informacije, poleg tega nisi pa več vsak dan ali pa že par let ne pred mikrofonom. Ampak bila ste tako odlična, da bi vas z veseljem, da je povabili nazaj. Brez skrbi. Ampak nekaj naju še pa zanima in mnogo nas radijcev, ki smo zdaj aktivni.
Vidva poslušata radio. Kakšna je ta vajna higiena poslušanja radia? Zjutraj, zvečer, sploh? Kateri pasovi, katere oddaje? Tu, če ne poslušate, lahko priznata. Nobeni. Jaz poslušam in to zelo veliko. Zjutraj, če ravno nisem jutranji človek, ne, največ in največ v avtu. Potem, ko pridem pa popoldan domov, pa je morda malo več televizije. Jaz pa pravzaprav ne poslušam radija, pa ne zato, ker bi bila kako jezna na radio, ampak se mi zdi, da ga je bilo dovolj. Zlasti, ker sem se z zvoki zelo intenzivno ukvarjala z ljudmi, ki sem jih pol secirala v daletu, dihala z njimi in vsega tega se čutim malo, še vedno malo zasičena s tem. In ne vem, če poznata, Lučka je napisala odlično delo v laboratoriju zvoka. In to priporočam vsakemu, ki se ukvarja z radijem, da to delo prebere. Jaz pa ne, zato ker še sama zdaj po 20 letih zgleda, da sem teoretsko toliko nazadovala, da enostavno ne razumem več vsega, kar sem tam napisala. Čeprav bi takrat podpisala vsako besedo. Zdaj vidiš, da je tvoj slog pisanja. Ja, pa veš kaj, o tem, jaz mislim, da tudi ne študirajo več teh stvari. Jaz sem komunikologijo tako po dolgem in počez, poleg tega sem takrat, ko sem knjigo pisala, imela že 20 let radijske prakse, tako da ni bila samo teorija, ampak sem lahko oboje združevala. Poleg tega je takrat že bil radio digitaliziran in sem lahko potem tudi analogno in digitalno primerjala in tako da, ne, ampak danes res. Si pa preveč skromna, veš. Je res odlično delo in priporočam. Bravo, Dušan. Ja, Kristjan, kaj bova rekla? Da bomo morali mi drugič podaljšati ta naš jutranji termin, čeprav na zjutraj vsi pravijo hitro, kratko, ne, pa vidimo, da imamo tako. Ob 90-letnici bomo si vzeli uro časa. Tako da vabljena, če še bomo. Čez 10 let če še bova mi. Bova se potrudila, ne da? Bova. Prisrčno vabljena, za danes pa res iskrena hvala. Popestrili ste nam vsem tudi poslušalcem, verjamem, to jutro in lepo je bilo z vama v etru pred mikrofonom, ampak mi se bomo še podružili. No, zdaj bom pa poslušala še te jutranje pogovore z bivšimi sodelavci, to pa bom obljubim. Tudi jaz. Vse do konca maja. Hvala lepa za povabilo. Hvala. Z veseljem. Dušan Tomažič, Gabriela Lučka Gruden sta bila v naši družbi. Bodimo skupaj.